Zapuščam mesto Hopa. Glejte, kako je turobno. Turobno, čist tako depresivno, jesensko. Tako da zlagal bi se, če bi rekel, da sem ful neke dobre vole. Mislim, najbolj me je jezilo to, tak lep hotel sem imel, pa da je bil internet tako slab. Tako da včeraj nisem na YouTubeu objavil posnetka, pa sem mislil, da mi bo čez noč vse uploadalo, pa da bom potem vsaj danes zjutraj objavil, pa tudi ni šlo, zato sem tudi zaradi tega majčkeno jezen. No, danes imam pa več kot 700 km za prevoziti, 10 ur pa pol se bom vozil in pridem na super kraj, Nemru Dagi, to je neka gora, ki so gor eni kipi, ki so jih naredili v 1. stoletju pred našim štetjem. Jaz sem to že bil pred dobrim 10 letem, izredno zanimiva zadeva, tako da se tega veselim, da bom to ponovil. Bom pa zdaj tudi na poti tukaj se probal ustaviti v kakšnem, bom rekel, takem malo boljšem lokalu, ki bi bila možnost, da bi imeli malo hitrejši internet, pa da saj zauploadam gor, da saj za en dan lahko video na YouTubeu objavim. Upam, da mi bo ratalo. No, je pa drugače, čeprav je tlele vreme, lejte, tako, kaj je. Za tam je pa čisto sonce napovedano in po mojem zdaj vse, kar je pred menoj, bom imel sam sončne dneve. Tako da se veselim dni, ki prihajajo. Vozim se približno 2 ure, mi pa navigacija kaže še 8 ur pa pol. Zdaj drugače se je zelo zanimivo voziti. Lejte, vozim se takole neki kanjoni, doline, pa veste, kaj je zanimivo? Da se veliko več vozim po tunelih, kakor izven tunelu. Tako da to so tudi po 10 km dolgi tuneli. Kar je tudi okej, zato ker pada dež, je pa res, da pada vse manj in je vse bolj svetlo, tako da jaz predvidevam, da v čez uro 2 nehal. Se pa dobro po tunelih voziti, zato ker je suha cesta in ker je skoraj hitrejš, kakor po zunaj. Tako da neverjetno tole, res, tunel za tunelom, eni tudi po 10 km dolgi. Dobro so tole naredili. Dež je nehal padati, no, vozim se pa po takili pokrajini. Čeprav je pred mano še zelo veliko vožnje, mi to ne predstavlja nekega problema, ker meni se po takem zanimivo voziti. Lejte, kakšna zanimiva pokrajina. Malo opazuješ, malo razmišljaš in čas mine veliko hitrejš, kot bi si pa mislil. Zanimiva pa tale vasica tlele dol v dolini, čist med hribi. Tole je eno umetno jezero, tam na on strani je jez. Se pa že nekaj časa ob njemu vozim in je zanimivo, takole tudi tele formacije, tole, ki vidite, tik od spredaj. Drugače pa delajo ceste na polno, a ja, pa vidite, zdaj zmeraj, kadar grem ven iz avta, odprem šipo, zato da se mi ne bi slučajno še enkrat ključ noter zaklenil. Nikoli ne veš. Zdajle so me pa prvič na tem potovanju ustavili policaji. Neki so hoteli od mene v turščini, pa sem sam rekel, če znajo angleško, pa so rekli, da ne in da ne grem naprej, pa je bila stvar rešena. No, pokrajina pa še zmeraj lepa in zanimiva. Poglej, kakšna široka cesta, zanimiva tudi narava, vse čist golo in bi rekel popolnoma nenaseljena.
popolnoma nenaseljeno območje. Sem pa kakšno naselje, ki ga tamle od spredaj vidite, tamle celo en jezero. Poglejte, tole se nahajam na višini 2390 metrov. Sem preveril, kaj pomeni ta Rakim, in to pomeni nadmorska višina. Pokrajina je zanimiva, pusta, sicer meni všeč, tako da ne bi si pa mislil, no, da sem na taki višini. Najprej sem tu mislil, so kakšne druge številke. Mogoče sem bil celo tudi že višji, kot je to. Tole se nahajam na višini 2300 metrov in glejte, kakšna zanimiva pokrajina. Evo, tlem kupil jagode. Gajbica je 2,5 evra, sem jih pa probal in so ful dobre. Ok, thank you very much. Evo, tako da to je najbolj zdrava hrana. Prispel sem na novo lokacijo za spanje in tudi jutri za ogled. Jutri grem na goro Nemrut Dagi. Zanimivo, sem že bil. No, tole je sam 10 minut z avtom stran. No, da vam še sobo pokažem. Ejte, fantastična. Tako kot zmeraj, ful čista, prav ono po čistem diši. Kopalnica, WC. Čist super. Škoda, ker ni zakonska postelja. Človek bolj v komod spi. Ampak kaj mi je pa najbolj važno, da je internet vsaj približno da nekaj dela. In je približno ene 5-krat hitrejši, kakor je bil včeraj. Tu še zmeraj ne pomeni, da je dober, ampak vseeno bo. Zdaj jaz sem v tem hotelu po mojem ene 15 ur in vseh 15 ur bo internet na polno delal. Drugače pa, danes sem vozil več kot 11 ur, sem kar zmatran. Ampak je bila zanimiva pot. Od zjutraj je bilo 13 stopinj, dež padal, na koncih je bilo 34,5. Zelo se je pokrajina menjavala, tako da je bilo zanimivo. No, zjutraj pa vstanem ob ene 4:30, rajše malo prej za vsak slučaj, in grem na to goro Nemrut Dagi, da bom sončen vzhod počakal. Pol bom pa seveda še nekaj časa tam bil, kaj posnel. Pol pa pridem nazaj, na zajtrk, potem še kakšen video zmontiram, potem grem pa naprej proti Kapadokiji, ki bo pa tudi vrhunsko zanimiva. Tako da to bi bilo za danes. Lepo se imejte, pa jutri spet poglejte video.